ni vedno vse rožnato. Vsakega izmed nas lahko kdaj v narekovaju vrže iz tira. Vsakemu lahko kdaj vibracija pade, ko nas oblijejo omejujoče misli ter stara prepričanja. To je povsem normalno in človeško. Vkolikor globoko zabredemo v te omejujoče misli ter se začnemo smiliti sami sebi ter igrati žrtev, nas bo to lahko le še bolj in bolj paraliziralo. To, kar se je zgodilo, tega ne moremo več spremeniti. To je naša preteklost. Edino, kar lahko spremenimo, je naš pogled na vse to, kar se nam je zgodilo. Kam bomo zdaj mi usmerjali svoj fokus? Kam se bomo osredotočali, pa je odvisno povsem od nas. Ali se bomo še naprej smilili sami sebi in še več svoje pozornosti usmerjali na to, kar nam ni všeč, ali pa bomo iskali rešitev. Mi sami se moramo odločiti. Nikar se ne obsojajmo, dovolimo si začutiti svojo ranljivost, potem se le spomnimo, kdo smo pravzaprav in koliko smo vredni. Začnimo se ceniti, oblivajmo se z mislimi, ki bodo prijetne in nam bodo prinesle lepe občutke. Poiščimo nekaj, za kar smo lahko hvaležni, in se tako oblijmo s hvaležnostjo, oblijmo z ljubeznijo ter radostjo. Zaupajmo, da se vse dogaja za naše največje dobro. Spomnimo se, da nam je vse mogoče, da nemogoče ne obstaja. Morda nam bo na začetku težko, vendar smo tu zato, da nam prav te v narekovaju preizkušnje, prav te izzivi na naši poti pokažejo, kdo smo pravzaprav in nam pomagajo rasti. Tako postajamo še boljši ter še modrejši. Ko se bomo naučili svojo pozornost usmerjati na rešitev, usmerjati k željenemu, še preden se zgodi, nam bo takoj lažje. Preplavile nas bodo lepe misli, začutili bomo prijetne občutke in naša vibracija se nam bo dvignila. Na ta svet smo prišli zato, da se igramo na igrišču čiste zavesti. Zato smo tu, da nam je lepo. Zato smo tu, da uživamo. Vsi smo tega sposobni, le vadimo in vsak dan nam bo šlo lažje. Vedno lažje in lepše nam bo.